pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli, da začnemo teden z Lirisorom. Tokratna tema je ljubezen in odnosi v letu 2025. Naučili se bomo zračunati osebno numerološko leto in pa število duše, zato da se bomo na to kar najbolje pripravili. Najprej pa malo uvoda. Stopamo v leto, ki bo naporno, ki bo energično, ki simbolizira pravzaprav zaključek 9-letnega cikla na ravni človeštva. Se pravi, pobrskajte malo po spominu, kaj je bilo najbolj perečega, aktualnega tam leta 2016-2017 za vas in za vse nas. Na kratko to pomeni, da se nam lahko v tem letu vrnejo osebe iz preteklosti, znova odprejo neke rane iz preteklosti, da bomo malo bolj nostalgični. Absolutno bo energija nekoliko zavirala, zato je zelo pomembno, da veste, v katerem osebnem letu ste vi, na katerih področjih bo točno to predelovanje preteklosti, zdravljenje preteklosti, preseganje nekih vzorcev za vas najbolj na tapeti. To, da sem že posnela, ker poiščite jo spodaj v povezavah. Torej, vsi mi gremo v čas, ko zdravimo pravzaprav sebe in zato včasih potrebujemo osebe, ki so nam ogledalo, ki so pravzaprav akterji v tem našem popotovanju po življenju, da tako rečemo. Se pravi, v naslednjem letu, kljub temu, da gremo v zelo dinamične energije, da bodo stvari zelo hitro nihale, da gremo ven iz cone udobja in tako naprej, pa bomo mnogokrat imeli občutek, da smo padli nazaj v preteklost, da imamo občutek, da gremo nazaj v kameno dobo z nekaterimi odločitvami. Tukaj sicer bolj ciljam politične odločitve kot naše osebne, ampak vseeno opozoriti velja. V naslednjem letu je zelo pomembno, da ne delujemo na isti ustaljeni način, če ta način nam ne prinaša srečo. Se pravi, spremenimo odnose, v katerih smo, drugače se izražajmo, drugače komunicirajmo, izbirajmo drugačne ljudi okoli sebe. In ta proces se je začel že zdavnaj. Ta proces se je pravzaprav začel leta 2011, potem je počilo 2020, potem smo 2021 malo brez glave okoli leteli in podoben občutek bo tudi drugo leto. Če mi ne bomo osrediščeni, bomo imeli občutek, da mi ali druge osebe okoli letamo kot kure brez glave. Torej, če ste v nekem odnosu, naj gre za to prijateljski ali romantični odnos in je druga oseba kar naenkrat zelo nenavadna, Dajmo dopustiti možnost, da gre samo za obdobje. Tista petka na koncu je ključnega pomena, zaradi katere smo bolj drzni, bolj predrzni, včasih tudi nekoliko bolj najstniški. Se pravi, za vse tiste, ki ste samski, vsi tisti, ki imate radi ne najbolj tradicionalne zveze, se pravi razni trojčki, svingerstvo, vse, kar je družbeno, ne bom zdaj rekla nesprejemljivo, ker mislim, da ni več temu tako, ampak vse tisto, kar je nenavadno, vse tisto bo padalo v naše življenje. Se pravi, če ste v odnosu, ki je malo zaspal, ki je malo zamrl, kjer več ni strasti, kjer več ni, neke močne čustvene intenzitete, ker včasih smo komaj čakali, da smo se videli, potem se je to malo poleglo, pol včasih si gremo ful na živce, pol smo na cel svet jezni, torej tam, kjer mogoče imamo že občutek ravne črte, tam pravzaprav lahko pričakujemo, da se bodo stvari najbolj pretresale. Se pravi, če ste v odnosu, ki nekako več ni tako zelo ognjevit, kot je bil, je drugo leto izvrstno za to, da se bo prebudil. Je pa res, da običajno se prebudimo tako, da nas nekaj brcne v zadnjo plat. Se pravi, težko pričakujemo, da bo, Kupit ustrelil vas znova s puščico v zadnjo plat in boste oba dva s partnerjem oziroma partnerko nenadoma znova ogledala tisto strast prvih dni. Večja verjetnost je, da vas bo kaj drugega počilo, da bo kakšna druga streznitvena klofuta. Definitivno pa je 2025 izvrsten čas, da pozdravimo vse tisto, česar pa še nismo. Se pravi, izdaje, prevare, nezaupanje, izgube, razočaranja in tako naprej. Se pravi, ne glede na to, ali ste samski ali ste v zvezi, 2025 bo izvrsten čas, da neke stvari pa resnično pustite v preteklosti. Se pravi, tudi v tem primeru se lahko pojavi oseba ali neka priložnost, ki bo izvrstna, ki bo res top shit, ki bo najboljša čokolada na svetu, pa se bo morda potem leta 2026 izkazalo, da pravzaprav darilo te osebe, tega odnosa, te izkušnje je bilo to, da ste se vi predramili, vi prebudili in odmaknili. Torej, ne glede na to, da v tem trenutku ne moramo dobiti napisno, po alinejah napisan, kdo je ta prav, kdo ni ta prav, kaj bo čez eno leto, veste, kaj pa imamo? Imamo sebe. Se pravi, nikoli ne pozabi, da ste vi tisti,
ki izbira osebe v svojem življenju. Nikoli ne pozabi, da je treba te standarde višati in ne nižati. In vsi tisti, ki pridete k meni na coaching ali na svetovanje, pa naj gre za analizo odnosa, v katerem ste, ali tisti, ki ste samski, pa vas zanima, kje, pa kdaj, pa kdo, pa kakšen, oziroma kakšna je ta prava ali ta prav. Jaz vedno rečem, ko gremo v trgovino kupiti čevlje, si vzamemo čas, čevlje probamo, študiramo, a nas bojo užulali, ali bomo lahko imeli cel dan na sebi, sploh če recimo stojimo, hodimo okoli cel dan, recimo da je naša dinamika dneva takšna, ali prepustijo vodo, ali bojo zdržale eno sezono, ali bomo lahko še drugo leto nosili, ali je to zdaj neka modna muha, ali je to zdaj samo nekaj, kar nam je zdaj všeč, pa nam čez 2 leti ne bo, pa bo ostalo v omari in tako naprej in tako naprej. Ogromno nekega dela si damo, ko poskušamo čevlje. A ni absurdno, da potem sebe nižamo in tlačimo v premajhne, prevelike čevlje, če rečemo, da so čevlji zdaj odnos, namesto da bi bili enako kritični, bi si vzeli čas za to, da spoznamo osebo, da spoznamo odnos, ker to ne gre čez noč. Odnosi resnično niso takšni, kot jih gledamo v hollywoodskih filmih, ko nekoga spoznaš in je ognjemet in potem odjadraš v sončni zahod, delfini ti pojejo, labodi ploskajo in smo srečni do konca svojih dni. To so pravljice. Še čisto vsak odnos, naj bo še tako srečen, harmoničen, najbolj namenjen na temu svetu, zahteva delo. Zahteva prilagajanje, zahteva pogovor, zahteva to, da en drugega poznamo, da se spoštujemo in da se imamo radi. Torej, takrat, ko se sprašujete, je to res to, se vprašajte, ali obe osebi vlagata enako količino truda, ali sta obe osebi pravzaprav na isti valovni dolžini. Torej, v naslednjem letu se bodo te razpoke še toliko bolj kazali, ampak veste, fantastična novica je, kakorkoli tudi sama se po pravici povedano ne veselim naslednjega leta. Leto 2026 bo izjemno ugodno za odnose, za ljubezen, za povezovanje, za tisto zdravo ljubezen do sebe, ko bomo znali sebe izločiti mnogo lažje iz vseh toksičnih odnosov, iz vseh nevarnih situacij, iz vseh nekih, bom rekla, tudi prijateljevanj, ki za nas niso dobre. Torej, naj bo naslednje leto, malo hecno rečeno, pravzaprav poligon spoznavanja, kaj je ja in kaj je ne. In zdaj, če spremljate oddajo na YouTube kanalu, predlagam, da jo ustavite, če še ne veste, v katero osebno numerološko leto greste. To izračunate tako, da seštejete svoj dan rojstva, mesec rojstva in 2025. Ker je 2025 9, to pomeni, da bo končni seštevek enak seštevku dneva in meseca rojstva. Se pravi, jaz sem rojena 12. avgusta, naslednje leto grem v leto 2. Če rabite več časa, kliknite na pauzo. Tisti, ki greste v leto 2, 6, 9, tudi 3, to ste osebe, pri katerih bo resnično v ospredju ne samo ljubezensko življenje, ampak ljubezen do sebe, odnosi. Tisti, ki greste v 2, način komunikacije. Tako kot boste vi se obnašali sami do sebe, se bo svet obnašal do vas. Se pravi, če se vam bo zgodila oseba, ki bo izrazito agresivna, se vprašajte, kdaj ste vi do sebe grobi, kdaj ste vi do sebe mogoče ponižujoči, kdaj vi sami sebi dobesedno podredite za to, da drugim ugodite. Kar bomo videli, bo veljalo tudi za tiste, ki imate število duše 2. Tisti, ki greste v leto 3, pazite na vašo domišljijo. Se pravi, mnogokrat kakšna lepa beseda še ne pomeni, da se vam je ta oseba zavezala, da se želi poročiti z vami in imeti 6 otrok. Tudi če vam nekdo nekaj reče, ko je slabe volje, to ne pomeni, da se vas bo zdaj kar znebil. Se pravi, pazite za odzivi, ki znajo biti nekoliko preveč intenzivni ali dramatični. Tisti, ki greste v 6, absolutno ljubezen do sebe. Kje so vaše meje? Česa morda vi sami sebi ne dopustite, da bi doživeli, ne dopustite, da bi resnično izkusili in kje morda vztrajate predolgo časa. In podobno velja za vse tiste, ki stopate v leto 9. 9 sploh simbolizira zaključevanje, se pravi, vsi odnosi bodo nekako na preizkušnji. Ali bodo šli ta korak naprej na nek višji nivo, ali se bodo morda prestrukturirali in to velja za vse odnose, se pravi, in partnerske, in prijateljske, delno tudi poslovne, če imamo naravo dela tako, da smo na pol še frendi zraven s tistimi, s katerimi poslujemo. Tisti, ki greste v leto 1, novi začetki, hitri preobrati.
ni redkost spoznati novega partnerja, začeti z novo resno zvezo, ko smo v letu 1. Jaz poznam ogromno primerov dam, ki so maja, ko so bile v letu 1, zanosile. Se pravi, za vas sploh, če za koga velja, za vas velja ne pogrevati starih župc. Če greste v leto 4, bodite zelo pozorni, ali se odzivate na določene stvari, vi kot vi, na način, kot se odzivate, ali ste tako naučeni. 4 je tista, ki pritegne na plano našo povezavo z predniki, z neko tradicijo, z našimi navadami. Se pravi, ali ste morda malo podobni svoji mami, svojemu očetu, ali oseba nasproti pravzaprav nekdo, ki bolj kot ne pooseblja nekoga drugega iz preteklosti. Tisti, ki greste v petko, to bi moglo biti zelo strastno leto, to bi moglo biti leto avantur, leto tega, da si resnično drznete, da si dovolite vse čutne užitke, ki vam pridejo na misel. Se pravi, zelo odvisno bo, kakšen tip človeka ste vi. Če ste tip človeka, ki tudi sicer nima zadržkov, potem to leto ne bo nič posebnega. Če pa ste oseba, oziroma bo to leto od vas pričakovalo, da se skoraj da bolj ustalite kot ne, če pa ste oseba, ki je zelo, mogoče celo zaprta sama v sebe, ne mara druženja, čisto uživa v svoji lastni družbi, bi pa znalo biti to leto naporno v smislu, da vas bo nekako potiskalo ven iz cone udobja. Če greste v 7, absolutno biti pozorni na podzavestne vzorce, ki se bodo v tem času trigirali. Se pravi, ko vam bo nekdo rekel, joj, kako lep sonček je zunaj, in se v vas zbudi nekako, ali pa tudi zelo čudovit odziv, ki nekako ni v skladu z izjavo, katere ste bili deležni, tako spet hitro govorim, kot da mi boste kam ušli, se vprašajte, kaj je tisto iz podzavesti, kar prihaja ven. Sploh tisti, ki greste v leto 7, to bo obdobje premagovanja lastnih omejitev. Seveda v življenje ne bo ujčkalo, ampak vam bo pritiskalo točno na tiste knofe, s katerimi se morda ne želite soočiti, in kje in kako bolje to doseči, kot v odnosih, ki so nam pomembni. Tisti, ki greste v leto 8, bodite pazljivi, da vam v tem času ego ne ponagaja. Z egom smo se vsi v letu 2024 ubadali, vsi ga imamo, načeloma nič ni narobe z egom, dokler ga mi obvladamo. Se pravi, stopate v obdobje, kjer vas bo ego bolj kot ne vodil v napačni smeri, zelo pomembno pa je, da ohranjate tisti notranji občutek miru in lastne vrednosti. Se pravi, če ste v toksičnem odnosu, oziroma če je katerikoli izmed odnosov, v katerih ste toksičen, bo to čas, v katerem bo to tako zelo očitno, da bo postalo pravzaprav nevzdržno. Se pravi, tisti, ki stopate v leto 8, pravzaprav jemljete svojo moč nazaj v svoje roke. Se pravi, za vsakega izmed nas bo to leto drugačno. Ne glede na to, v katero osebno numerološko leto gremo, smo mi drugačna oseba. Jaz in mnogi gremo v leto 2. Zame in za mnoge je to leto notranje komunikacije, povezovanja samega seboj. Jaz in mnogi pa smo si med seboj različni. Ko nas zanimajo odnosi, sploh partnerski odnosi, nas najbolj zanima število duše. Tukaj bi zelo opozorila, vem, da je ogromno člankov na internetu, katerim ne oporekam, kajti saj nisem jaz tista, ki je ta glavna, ampak glejte, ko govorimo o partnerstvu, nas vedno zanimajo samoglasniki imena in priimka. Ko govorimo na splošno o odnosih, se pravi, kakšni smo mi s svojimi frendi, kakšni smo mi z našimi sosedi, sodelavci, se pravi, predvsem govorimo o odnosih, ki so pogosti, niso pa nujno globoki. Se pravi, sodelavci, s komer se dobro razumemo, sem hotela reči računamo, se pravi, z osebami, ki jih velikokrat srečujemo, si malo povemo, gor dol, ne gremo pa v neke resnično globine, a ne? Tu nas zanima rojstni datum. Se pravi, mi bomo zdaj sešteli naše samoglasnike, imena in priimka kot ob rojstvu. Drage dame, ki ste poročene, zelo pomembno je, da upoštevamo dekliški priimek, se pravi, seštejemo samoglasnike, imena in priimka do ene same številke. Tudi tukaj vas vabim, da kar ustavite posnetek, če gledate na YouTubeu in imate to možnost, in v miru zračunajte za sebe, za svoje drage, za tiste, ki vas zanima. Mi pa bomo naredili hitro preglednico, kaj pravzaprav to dinamično leto zdaj prinaša. Se pravi, tisti, ki imate število duše 1. To pomeni, da ste zelo samostojni v svojem lastnem čustvovanju. Če bo vam nekdo rekel, da ste nesposobni, se vam bo po vsej verjetnosti zelo zameril.
Kar pa se bo zgodilo drugo leto, pa je to, da ne boste imeli v vsakem trenutku občutka neodvisnosti. Se pravi, ta, bom rekla, kombinacija energij naslednjega leta bo vas na nek način izzvala, da se boste znova počutili močni, ko ste neodvisni, močni, ko ste samostojni. Ampak bistvo partnerstva ni to, saj bom sama, saj znam sam, kaj mi težiš. Bistvo partnerstva je, da si delimo zgodbo z nekom drugim. Se pravi, če ste v odnosu, kjer imate občutek, da niste slišani, niste upoštevani, ne morete biti ranljivi, potem ti odnosi, partnerski, prijateljski, poslovni, sosedski, kakršnikoli, niso za vas. In moje vprašanje vam, še predno se leto začne, pravzaprav je, kako se vi obnašate do sebe, kadar imate občutek, da nečesa ne znate, da niste hitri, da niste samostojni, da ta vaša varnost in ta neka moč odločanja vam je odvzeta. Kako se vi takrat vedete? Kajti točno takšne situacije, takšne osebe se bodo v vaše življenje nekako prekucnile, zato da bi vam pokazali, da ni nujno vedno biti za vse sam. Je pa absolutno bolje biti sam, kot v slabi zvezi. Se pravi, za število duše 1 v naslednjem letu lahko pričakujemo, če ste samski, da prihajajo ljudje, ki vam bodo znali pokazati nekako mehkobo, ki je potrebna v odnosu. Če pa ste v odnosu pa podobno, se bo od vas pričakovalo, da boste do teh oseb mehki, da si boste dovolili biti radovedni, ranljivi, odprti njihovi drugačnosti, brez da bi se vi počutili ogroženi. Nočem namigovati, da tega ne znate. Jaz vedno rečem, moja naloga je povedati najboljše in najslabše, in to dejansko so izzivi in potem tudi največje nagrade naslednjega leta. Kajti kadarkoli smo v enki, govorimo o novih začetkih, novih osebah, novih odnosih, novih navadah, a ne bi bilo lepše, če bi bile te navade mnogo bolj mehke, mnogo bolj vam prijazne, kot so bile do sedaj. Kajti tako vam ne bo treba vedno samim nositi tisti prvi kramp čez sneg, da karikiram, ampak si boste z nekom to pot delili. In zelo podobno, zanimivo, velja tudi za tiste, ki imate število duše 2. Se pravi, v katerih odnosih se dobesedno podredite, v katerih odnosih morda celo vi ste pretirano kritični do sebe, imate občutek, da vas oseba ne bo razumela, vam ne bo prisluhnila, se pravi, kdaj morda si pravzaprav ne drznete ali pa izberete, da ne poveste svoje mnenje, če se s sogovornikom ne strinjate. Vsi smo daj takšni problemi, kadar to postane naš primarni način delovanja. Se pravi, v letu 2025 lahko pričakujete osebe, ki bodo od vas zelo drugačne, zelo različne in velik procent teh oseb bo dejansko zanimalo, kaj vi mislite, kako vi doživljate, kaj vi menite, kako bi vi nekaj naredili. Se pravi, če vas zdaj le jaz, še predno se leto prične, vprašam, kaj se zgodi, kadar vi rečete ne osebi, ki jo imate zelo radi? Ali se to sploh zgodi? In kolikokrat pravzaprav rečete sebi ne, zato da je za druge ja? A veste, se to je res zelo zlajneno, ampak s tem, da vedno ugajamo drugim, pravzaprav izgubimo sebe. Se pravi, v naslednjem letu lahko pričakujete obilico situacij, kjer boste morda res imeli občutek, da ste malo zgubljeni, da ne veste, zakaj za vraga se sploh gre. Ravno zato, da boste sebe znova našli. Ravno zato, da se boste sami sebi znova posvetili. In pravzaprav najbolj pomembno vprašanje, pravzaprav vedno, ne samo drugo leto, ni kaj si drugi mislijo. Ni kaj si ta oseba, ki nam je to kul, ki nam je to všeč, ki nam srček zaigra, ko jo srečamo, ki ne moramo spati, ker tako zelo mislimo na to osebo. Ni glavno vprašanje, kaj si ta oseba misli, ampak kaj si jaz mislim. Ker ko jaz vem, kaj si jaz mislim, ko jaz vem, da sem jaz v rdeči, lahko to rdečo delim z drugo osebo. Če pa zdaj jaz tukaj sebe prilagajam in se trudim biti v zeleni, v modri, v vijolični, v rumeni, v tistem odtenku, za katerega jaz menim, da je drugi osebi všeč, ta oseba pravzaprav ne dobi mene in moje rdeče, ampak nek približek tega, kar jaz mislim, da oni želijo. In to je glavna lekcija 2025 za vas. Bodite vi, da boste lahko se povezali z osebami, ki so vam podobni. Število življenjske poti 3. Za vas bo največji izziv ne tako zelo domišljija in to, da bi živeli v iluziji, ampak kaj vi dojemate kot meje dosegljivega. Se pravi, kaj vi dojemate kot nekaj, kar je možno in kako potem to
skomunicirate. Se pravi, nam vsem iste besede pomenijo različno. Nekdo, ki bo rekel resno mislim, bo to za to osebo pomenilo otroci, stanovanje, hiša, penzija skupaj. Za nekoga drugega bo to pomenilo čisto nekaj drugega. Resno mislim s tabo, ne želim imeti 1000 drugih, ampak mogoče še kje koga, mogoče se ravno ne vidim do smrti s teboj. In tako naprej, in tako naprej. Ogromno različnih definicij je. Uporabite to svojo neverjetno sposobnost ilustriranje svojih čustev, da tudi drugim pomagate, da se izrazijo, česa si oni želijo. To je zelo pomembno. Trojke, število duše 3, veste, taki sončki. Vi popestrite dan, življenje vsem osebam, katerih se dotaknete. Zelo pomembno pa je, da ni mogoče tega ali preveč, ali kar morda se še pogosteje zgodi, zato ker vi vidite potencial v nekomu. Menite, da bo ta potencial ta oseba dosegla. Kar je super, če ste vi njihov terapeut, če ste vi njihov trener, če ste vi njihov coach. Ni pa tako zelo super, če ste vi tisti partner, ki potem vedno čaka, da bo drugače, vedno upa, da bo drugače, vedno se spomni enega ali 3 dogodkov, ki so bili čudoviti in kar nekako upa, da se bo to zdaj pomnožilo, medtem ko je minilo XY let, mesecev, drugih dogodkov, ki niso bili tako lepi. Se pravi, ne tako zelo verjeti v to, oziroma samo v to, kar bi lahko bilo, ampak predvsem v letu 2025 opazovati, kaj pravzaprav je. Kajti to, kar imate ta trenutek, je to, kar imate. Oseba, kakršna je ta trenutek, takšna je. Ne glede na to, da morda 2 meseca nazaj, 2 leti nazaj, ko ste se spoznali, vsi smo malo drugačni, ko smo na frišno zaljubljeni, ne glede na to, da je bilo to takrat drugače. Se pravi, sploh vas, ki imate število duše 3, čaka, bom rekla, nažalost, nekaj mrzlih tušev, ampak zelo dobro namernih mrzlih tušev. Se pravi, pomembno je, da ste vi srečni, vi izpolnjeni in vi tisti, ki ste najbolj navdušeni sami nad seboj. Potem pa tisti, ki bi vas želeli kritizirati, do vas sploh ne bodo mogli priti. Število duše 4. Torej, drage moje štirice, takole bom rekla, naslednje leto bo naporno. Ste osebe tradicije, rutine. Varnost absolutno potrebujete v odnosih, absolutno potrebujete človeka, ki je pošten, ki je predan, neko stabilnost in tudi to je tisto, kar vi dajete. Zdaj, kar vam prinaša leto 2025, je preizkušnja le tega. Ne me zdaj narobe razumeti, ne pomeni, da bo šlo vse k vragu, ne pomeni, da se bodo vaši odnosi kar nekako razplampteli in razpadli, pomeni preprosto, da bodo na močni preizkušnji spremembe. Se pravi, kje pa mogoče je sprememba resnično potrebna? Kakšna sprememba je potrebna? Kako se zdaj drugače obrniti in postaviti? Kje so vaše meje? In zakaj so tam, kjer so, drage moje štirke? A veste, ko se rodimo, so naše meje čisto drugače postavljene, kot pol, ko smo stari 3 leta in se plazimo vse posod in hodimo vse posod in morajo omare zavezvati, da jih mi ne odpiramo in si ne zrušimo na glavo nečesar. In so čisto drugačne, kot potem, ko smo stari 10 let, pa potem, ko smo stari 25 let. Ampak, ko nas vzgajajo in govorijo, pazi, da ne boš v zapadu, pazi, tole je nevaren, pazi, se ti lahko zgodi. Velikokrat ostanemo v teh nekih konceptih, ki danes ne veljajo več. Se pravi, katero odnos, prijateljstvo, razočaranje, situacija, prizor v filmu, kje in kdaj ste mogoče ponotranjili, da ljubezen ni varna, da sprememba ni varna, da strast ni okej. Kje so tisti mogoče zametki, ki so morda čisto majhni, ampak v ključnih trenutkih imajo pa vseeno malo glaska, ki vam govorijo, da z vami nekaj ni v redu. Vi pa niste dovolj dobri, niste dovolj pridni. Ja, da ne govorimo o občutkih krivde, če se imate fajn, kad takoj pridajo na plano. Se pravi, te občutke lahko pričakujemo v letu 2025, ne zato, da si boste zagrenili live. Zato, da jim boste povedali, naj grejo nekam. Življenje, naše predstave, okviri družbe so se v zadnjih letih zelo spremenili. Nočem reči, da boste zdaj pa tisti, kaj je najbolj drzan in predrzan in tako naprej, ampak bodite enostavno vi, se pravi, kje pa lahko pokukate ven iz vsega tistega, kar menite, da je prav in samo tako je prav in kje mogoče si lahko privoščite malo več strasti, malo več čutnih užitkov, malo več tega, da ste pravzaprav vi. In tako bodo prišle osebe, ki so vam podobne in vam bodo lahko
te stvari podarile v vaše življenje. Če pa boste zaprti, če boste v krču, če boste vedno znova imeli občutki krivde, če se imate lepo, se bo pa to zelo težko zgodilo, kajti vi boste tisti, ki boste to odrivali. No, število duše 5 nima problemov s tem navadno. Se pravi, število duše 5 ste osebe, ki ste zelo odprte drugačnosti, ki ste zelo spontane, tisti, ki imate prvi seštevek 14-5, oziroma tiste osebe, ki ga imajo. Tukaj biti malo previdni. To je vendarle karmični zapis, pomeni, da v naše življenje vstopajo osebe, ki niso zanesljive, ki se težje vežejo. Število 14 povezujemo tudi z varanjem, povezujemo s tem, da hitro menjavamo zaposlitve, odnose, ljudi okrog sebe, da nekako smo težko dalj časa pri miru, kajti težko smo dalj časa sami seboj. Se pravi, za vse, ki imate število duše 5 v naslednjem letu, bi pa to znal biti zanimiv izziv, kako biti sami seboj brez zunanjih dražljajev. Se pravi, brez žurk, brez filmov, brez družbe, brez, ne vem, pira ob 5 popoldne ali pa vroče čokolade in tako naprej. Se pravi, kako hendlati svoje občutke, svoje čustva, svojo preteklost, tudi morebitne svoje občutke krivde v danih situacijah, kjer pa mogoče nimate feedbacka drugih ljudi. Se pravi, za vas predvsem velja, da bo zelo hitro nihajoče leto vam prineslo veliko pogledov nazaj, pa predvsem namigov, kako bi lahko ravnali drugače. Nočem reči, da ste ravnali narobe. Nočem reči, da delujete narobe, ampak vsi neke stvari lahko počnemo drugače. In če ste vi nekdo, ki je zelo tej drugačnosti odprt, bo ta drugačnost po vsej verjetnosti rutina. Bo ta drugačnost po vsej verjetnosti mnogo bolj dolgočasna, kot za vse ostale, žal mi je. Že naslednje leto bo mnogo boljše. Torej, izkoristite leto 2025 za to, da neke stvari, ki pa so mehanizmi bega, ko pa nam nekaj ni prav s to osebo, gremo po drugo osebo. Ko nam nekaj ni prav doma, saj veste, kaj se skozi govori med vrsticami. Mož, če doma ne dobi, gre drugam, bogi revež. Česa vse ženske doma ne dobimo, pa ne gremo drugam. Se pravi, dovolj je dvojnih meril in dovolj je bežanje drugam. In to velja za vse nas, ne samo za tiste, ki imate število duše 5. Se pravi, naslednje leto vas bo pravzaprav testiralo, kje želite vztrajati in zakaj. To bo eno tako veliko darilo, pa tudi zanimiva izkušnja, bi si drznila reči, za vas. Število duše 6. Drage šestice, čustveno leto, ki bo v ospredje postavilo absolutno ljubezen do sebe, ampak na drugačen način. Šestica je zelo zanimivo število, simbolizira ženstvenost, simbolizira povezanost z našo materjo. Se pravi, če zdaj govorimo, da smo v letu preteklosti, predelovanja preteklosti, kako se vi soočate, kako se vi povezujete s svojo mamo. Če vi svojo mamo pogledali kot partnerko, kako se vam zdi? Kakšno je vaše mnenje o ženski energiji, ženstveni energiji? Si upate biti ženstveni, ne glede na to, ali ste moški ali ženska, ste upate biti ranljivi, romantični, pokazati svojo pozornost tudi sebi, ne samo drugim. Kaj pravzaprav je vaša definicija družine, doma, topline? Za nekoga je toplina to, da dobi šopek rož, za nekoga drugega je toplina to, da bi nekdo objame, poljubi, ji nekaj lepega pove. Ljudje smo si različni, so ljudje, ki pač niso romantični, ne pišejo pesmi, ne grejo jim verzi iz ust, kar ne pomeni, da njihova ljubezen ni zelo globoka. To bom ponovila tudi pri številu duše 7. Se pravi, drage šestice, koga vse imate v življenju, pa morda ne opazite te globine, zato ker je interakcija oziroma način komunikacije drugačen. Za vas bo absolutno leto 2025 obdobje, v katerem se boste ozirali nazaj, boste nostalgični, boste morda želeli nekoga nazaj, želeli nekomu dati ponovno priložnost. Zelo pomembno je, da sebe nikoli v nobenem primeru v letošnjem letu oziroma 2025 ne postavljate na drugo mesto. Nekako ste tako zvezani, ko imate nekoga radi, bi zelo radi te osebi pomagali, stali ob strani, jim pričarali nekaj najlepšega na svetu, velikokrat potem na sebe dobesedno pozabite. In vse to vrstne situacije se bodo drugo leto nekako kar zvrstile pred vašimi vrati, se pravi, obetajo se vam osebe, ki vam bodo pokazali, kje in kdaj pravzaprav nimate vi sami sebe radi in potem tudi drugim nekako ne dopuščate, da bi vam ljubezen dajali.
Je to zateženo zvenelo. Število duše 7. Drage moje sedmice, za število duše 7 velja po klasični razlagi, da naj bi to bili čustveni puščavniki, ki so lahko dalj časa, brez človeške interakcije, brez komunikacije, sami sabo, pomoč so duhovniki, znanstveniki, raziskovalci in tako naprej. No, jaz bom tako rekla, tudi jaz imam število duše 7, pa se nekako ne prepoznam v tem opisu, zato bom dodala takole. Ja, absolutno sem lahko sama s seboj. Absolutno pridem domov, ni mi problem biti sama s seboj. Ne pomeni pa, da rabim čisto vse v vsakem trenutku deliti. Se pravi, če se zdaj malo navežemo na število duše 6, kar se velikokrat zgodi je to, da tiste osebe, ki imajo bujno domišljijo, ki so zelo izrazite, ki so mogoče zelo glasne, ki so zelo barvite v svojem izražanju, znajo ljubezen izraziti na neverjetne načine, pišejo pesmi, plešejo, dajejo darilca pozornosti, zelo znajo ilustrirati to, kar čutijo. Včasih to 7 ne gre od rok. Včasih, sploh bom rekla, število duše 7 pri moških, je zelo logično, da rečeš, vse te imam rad in potem vse sem ti to povedal 2 leti nazaj. Se pravi, za sedmice v naslednjem letu bo zelo pomembno prepoznati, kaj sploh je naš jezik ljubezni, kakšne osebe želimo okrog sebe in če je kaj sedmici pomembno, je to resnica. Fake ljudi ne, hinavščine ne, neki napol ne. Tako da včasih verjamem, da mogoče delujemo nekoliko zatežen, da nam veliko krat reče, spet si to preveč resno vzela, ampak dejansko gre za to, da sedmica išče integriteto, globino in neko, bom rekla, duhovno komponento. Za sedmico imeti partnerja, kjer ni duhovne povezave, pač nekako ni osrečujoče. Torej 2025 nam bo prineslo sedmicam osebe, ki nam bodo razkrivali, ki pa mogoče mi same sebe ne dojemamo kot duhovne, ne dojemamo kot dovolj dobre. Sedmica je število perfekcionizma, se pravi, če kjerkoli dvomimo vase, bomo dobile osebe v naše življenje, ki bodo rekli ne zato, da bi nam pokazali, da smo nesposobne ali nesposobni, ampak zato, da bi pravzaprav sami sebe točno z vsemi temi pomanjkljivostmi imeli radi. Se pravi, leto 2025 bo absolutno leto retrospekcije, oseb iz preteklosti, sploh prva polovica leta, tukaj se to tudi zelo lepo sklada z retrogradnim Marsom, ki se je pričel že 2024. V glavnem prihajajo ljudje, situacije iz preteklosti, katere smo že zdavnaj prerasli, ampak mi mogoče še vedno delujemo na enak način. Se pravi, drage moje sedmice, za vse nas je vprašanje, kdo v bistvu želimo biti. Kajti vsi, ko smo odraščali, smo imeli kopico oseb okrog sebe, vsem se nam je kdaj življenje malo prečistilo, pa smo potem ohranili tudi kakšne malo manj korektne osebe v svoji bližini. Se pravi, eno veliko pucanje se nam obeta, drage moje sedmice. Število duše 8. Število duše 8 ima zanimiv podaljšek iz leta 2024. Osmico povezujemo z uravnovešanjem duhovnega in materialnega. Se pravi, tisti, ki imate število duše 8, ne me za ušesa, ampak velikokrat se zgodi, da želite imeti prav. Ne zato, ker bi želeli drugo osebo zaničevati, jo nekako poniževati, ampak zato, ker vi sami sebe tako ocenjujete preko svojih dosežkov. Zato je zelo stresno za vas, če vam nekaj ne uspe, če vam ne uspe tako hitro, kot ste si vi zamislili, če vam ne uspe tako dobro, kot ste si vi zamislili, ker veste, da je to možno. Zdaj, možno je marsikaj v svetu, ne sebe vrednotiti preko svojih dosežkov, ne sebe vrednotiti preko tega, kako hitri, kako dobri, kako čedni, kako mišičasti ste, kako zdržljivi ste in tako naprej. Kajti oseba, ki vas ima rada z vsemi vašimi napakami, z vsemi vašimi vrlinami, pravzaprav vas ima rada. In največje darilo, ki ga število duše 8 sploh lahko da samemu sebi in osebam okoli sebe, je ravno ta ranljivost. Ne trdim, da se skrivate v nekem balončku in da niste v stiku sami s seboj, vsi smo na poti razvoja. V naslednjem letu se bo od vas pričakovalo, da popustite to strogo pričakovanje od sebe, da morate zmoč.
naš razum, naš nam mnogokrat nagaja, kadar so si besede med seboj podobne. Samo zato, ker nekaj zmorete, ne pomeni, da morate, in samo zato, da imate vi prav, ni nujno, da se mora druga oseba motiti. Se pravi, vsi se soočamo s toksičnimi in s toksičnimi stranmi števila in z njegovimi blagoslovi. Za osmico bo v naslednjem letu v določenih situacijah zelo težko popustiti. Tako da, del cajta, ko se boste nečesa oklepali, slabš bo, drage moje osmice, dovolite si zmotiti, dovolite si biti spontani, dovolite si sami sebi nasmejati in drugim osebam. In še število duše 9, drage devetke, za vas bo zelo interesantno leto, če za koga velja preteklost, velja to za vas. Zdravljenje preteklosti, predvsem pa dvig na drug nivo. Vsi, ki imate število duše 9, dobra novica je, da velika verjetnost za močno soulmate srečanje je ravno naslednjega leta. Se pravi, osebe, ki se vas bodo dotaknile na tistih, v tistih globinah, kamor nikogar drugega ne pustite, bodo vstopile v vaše življenje. To zveni hollywoodsko, fajn, super, včasih zna biti zelo naporno. Jaz pravim, če nam poštar, ki gre mimo nas, ali pa šofer na avtobusu nekaj reče, kar nam ni všeč, bomo seveda to nekako spregledali, odložili, se s tem kaj dosti ne ukvarjali. Za določene rane, ki morda, tako uči duhovna numerologija, izvirajo tudi iz preteklih življenj, pa potrebujemo nekoga, ki nas pozna iz preteklih življenj, ki je iz naše iste soulmate družine, se pravi dušne družine, nekdo, ki nam bo točno znal pritisniti na tista bolečinska jedra, da jih bomo mi lahko pozdravili. Jaz vam iskreno želim, da bodo to dogodki in odnosi, kjer vas bo ta oseba objela in vam bo pokazala, kako imeti sami sebe radi, in vas bo oblila z največjo možno dozo sočutja. Zavedam pa se, da včasih smo tudi mi sami tisti, ki to malo onemogočamo z našimi obrambnimi mehanizmi. Se pravi, za opozoriti vseeno vas je, da se vam lahko zgodi tudi kakšno razočaranje, zato pravzaprav, da se boste naučili vi ljubezni do sebe. Jaz, če gledam svoje najtežje izkušnje v življenju, največje darilo iz vsega tega, 2-3 so bile, je bilo pravzaprav imeti sebe rada, in šele takrat sem ugotovila, kako zelo samo sebe ne spoštujem, samo sebe nimam rada, samo sebe ne upoštevam, samo sebe puščam tam nekje za na konc, za na zadnjem mestu. In včasih se nam resnično potem potrebujejo zgoditi travmatične izkušnje, zato da ugotovimo, mater vola, tudi mi smo pomembni. To velja za vse, zato sem 9 umaknila ob koncu, za vse nas to velja. Naj bodo vsi ti dogodki leta 2025 pravzaprav usmerjevalnik, ki mi sebe ne cenimo, ne znamo seboj delati lepo, kajti pravzaprav to bo uvod v leto 2026, ki bo to postavilo na prvo mesto, ampak končno v malo bolj pozitivnih aspektih. Ne bodo primarno samo izzivi, ampak bodo tudi blagoslovi. Tako da na koncu bom rekla, dajmo stisniti zobe čez 2025, dajmo se stvari začeti lotevati drugače, dajmo imeti sebe radi, dajmo postaviti tisto, kar je resnično pomembno na piedestal, in ne več neke fake profile, fake odnose, fake filtre, itd. In neke umetne, bom rekla, koncepte, ampak postavimo v ospredje sebe, da bi sploh lahko sebe prepoznali, si prisluhnili, pozdravili, obogateli, zoreli, se učili, rasli in se negovali.